Pozdravljeni! Moje ime je Lili Sorom, z numerologijo se ukvarjam profesionalno nekako že od leta 2004-2005. Zelo rada predajam svoje znanje naprej, sploh če je praktično uporabno, in danes bomo pogledali, kako spremeniti svojo PIN številko, da bo kar najbolj ugodno vplivala za vas. Ne boste ratali čez noč bogati, ne boste zadeli na loteriji s temi številkami, ne boste verjeli, kolikokrat me ljudje to sprašujejo. Ampak definitivno števila imajo vpliv v našem življenju in škodovati pa zagotovo ne more, če si PIN nekako prilagodimo tako, da bo za nas dober. Kot prvo povejmo, da je zelo dobrodošlo, če števila izberemo iz lastnega rojstnega datuma. Zelo pomembno pa je, v kakšnem vrstnem redu si ta števila sledijo. Povedali bomo, katera števila ne sodijo v PIN številko in katera števila so tista, ki so najbolj dobrodošla. Definitivno pa najbolj pomemben je seštevek teh 4 cifer, ki naj bo 8 ali 3 ali 1. Zelo bodite pozorni na zaporedje teh števil. Če si mogoče PIN zdaj kar predstavljate v svojih mislih, naj del vašega PIN-a ne bodo karmična števila. To pa so 13, 14, 16 in 19. Se pravi, če imate denimo PIN 1138, v tem primeru je v sredini 13, kar ni v redu. Tudi če je seštevek vseh teh števil, ki jih imate v PIN-u 13, 14, 16 ali 19, ni ok. Torej, kaj pa je ok? Enko postavimo na začetek PIN-a. Ena je zelo dobrodošla, zaradi tega, ker prinaša nov val energije, simbolizira preboj, korak naprej. Seveda, če je na koncu PIN številke, pomeni tudi čau, denar, lepo se imej na novih dogodivščinah. Torej, enko damo na začetek, nič. Nič simbolizira vse ali nič, simbolizira potencial, simbolizira vse tisto fantastično, ki se ali pa ne potem manifestira. Če damo ničlo na začetek PIN-a, to pomeni, da bo ogromno potenciala, idej, zamisli, možnosti za zaslužek denarja, ki pa se bodo po vsej verjetnosti razblinile, še preden bodo do nas prišle. Torej, ničle ne na začetek in ne na konec, uganili ste, na koncu pomeni, da bodo znova odšle. Torej, ničla naj bo v sredini, naj bo spredaj denimo enka in za ničlo potem 8, če resnično čutite, da jo potrebujete v svoji PIN številki. Katera števila niso dobrodošla? 4. 4 je dobrodošla samo v primeru, ko gre za varčevalni račun. Torej, če želite biti hrček, če želite varčevati, potem vklopite 4, sicer ni ok. 5. Definitivno ne, razen ko govorimo o študentskem računu, pa še to bolj kot ne, ko varčujemo za potovanja. Torej, 5 je tista, ki nosi nihajočo energijo. Poglejte celotno številko bančnega računa, če imate kaj veliko 5 prisotne. To potem pomeni, da denar pride in tudi gre. Torej, 6 je dobrodošla, ko govorimo o nekih družinskih podvigih, torej v PIN številki, če je skupen račun, ok, sicer ne. Torej, števila, ki si jih boste želeli vklopiti v vašo PIN kodo, so 1, 3, definitivno 8, 8 stara dobra osmica, vemo, da simbolizira obilje, tudi finančno obilje, in 9, ki simbolizira žetev. 9 pa naj bo na zadnjem mestu, torej 1 na prvem, 9 na zadnjem. Znova, biti pozorni na seštevek, biti pozorni na karmična števila in biti pozorni tudi na namen samega računa. Če govorimo o osebnem računu, poslovnem računu, študentskem računu, varčevalnem računu in tako naprej, so različna števila različno primerna. Za poslovni račun denimo bi 7 in za študentski bi 7 priporočali, sicer ne. Jaz sem pripravila še eno kratko preglednico primerov, katere PIN številke so na splošno dobrodošle. Verjamem pa, da si boste s vsemi temi namigi znali oblikovati svojo PIN številko tudi svojega rojstnega datuma. Omenimo še 8888 je premočna, torej to vam ne bo prineslo ugodnih rezultatov. Ko govorimo z vidika Feng Shuija, je tudi nekaj PIN številk, katere bom navedla posebej, ki jih sam Feng Shui priporoča. 9999, zelo priljubljeno število, kar se tiče Feng Shuija, simbolizira pa obilje za generacije, ki prihajajo. Torej, to število je dobrodošlo ključno v primeru, ko varčujete za svoje vnuke in pravnuke, ne za sebe. Torej, jaz vam želim čim več obilja, vseh vrst obilja, ljubezni, zdravja, časa in denarja seveda. Hvala lepa za vašo pozornost. Če imate kakršnokoli vprašanje, o čemu bi še radi prisluhnili, česa bi se še radi naučili, pridružite se mi na Facebooku, komentirajte, povejte, bom vesela vseh predlogov, bom vesela vseh tudi mogoče vprašanj, komentarjev, feedbacka. Če vas zanima več o numerologiji, če vas zanimajo tudi moje članke o osebnostni rasti, pa vabljeni na mojo spletno stran www.lili-sorom.com. Pa bomo skupaj pogledali, kaj mogoče bi bilo še za narediti, še za pogledati, še za počvekati. Vedno sem odprta za predloge, tako da hvala
hvala lepa za vašo pozornost. Poglejmo še predloge PIN številk in pa!